Simon Vrhunec, generalni direktor in njegova dva vatla. Zakaj? Torej obsojate ta odnos med dobavitelji in med zdravniki, torej da zdravniki mora biti favorizirajo določenega dobavitelja? Absolutno obsojam to. A glej ga generalnega v spotu enega od dobaviteljev in to ne kar katerega koli, ne v spotu mediko-inženiringa Tanje Frantar Zabret in glej ga izgovor. Jaz sem bil v tem, kar se tega tiče, zaveden. In to od podjetja znanega iz afere operacijske mize, kupljene za 5 davkoplačevalskih milijonov in pri tem menda za pol preplačane, a Vrhunec se je s Frantarjevo na sodišču poravnal pred dobrim letom in to za pičlega $5 milijona, po poravnavi pa spet z roko v roki v spotu. Mene so prosili za izjavo in jaz sem dal izjavo o kliničnem centru. Rekli so, da bojo imeli to samo za interno uporabo. A če bi jo rabil zgolj zase, potem takem verjetno ne bi izjave strnil v angleščini. Podal pa mi namreč govorimo slovensko, kaj ne? Opaska, ki sledi drugačen Vrhunčev izgovor in z njim obrnjena plošča pri istem vprašanju. S kakšnim namenom je torej nastopil v spotu? Samo kot referenca, kje se dela. Dela se v Univerzitetnem kliničnem centru. A tudi ta izgovor ne pije vode. Reference bi namreč lahko dal le takratni minister Tomaž Gantar, se je na vsezadnje posel s Frantarjevo za gradnjo hematologije sklenil minister in ne Vrhunec. No je pa Vrhunec istočasno, ko je nastopil v spotu, s Frantarjevo sklenil posel za vzdrževanje operacijskih miz. Je torej to naključje? Absolutno. Popolno naključje. Pa je naključje tudi vrtoglava cena tega posla, ki po zneskih prekaša vse druge bolnišnice? Očitno ne, čemu sicer priznanje. In smo tudi že mimogrede zahtevali od tega podjetja, da prilagodi ceno temu aranžmaju, ki ga ima tudi z drugimi bolnišnicami. A zakaj vse to šele po vrtanju sedme sile, vrtanju, ki navrže preprosto preveč nenavadnih naključij?